Lepo pozdravljeni. Vroče poletje se zaključuje. Prišli smo v drugo polovico leta in jesen že trka na vrata, z njo pa tudi novosti. Tudi v novi sezoni bomo skrbeli, da za vas izbrskamo čim več zanimivih in uporabnih informacij ter vas seznanimo z napovedniki dogodkov. V mesecu juniju je Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami v sodelovanju s Pediatrično kliniko v Ljubljani organiziralo poletni tabor na Debelem rtiču. Kaj omenjen tabor je in kaj vse so počeli, pa si poglejmo v naslednjem prispevku. Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami v sodelovanju z Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove organizira poletni tabor za otroke s sladkorno boleznijo, pa tudi s fenilketonurijo. To je že tradicionalno bivanje otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo na morju, ki se je začelo leta 1967, sprva v Kraljevici, zdaj se pa nadaljuje na Debelem rtiču. Letos smo bili posebej veseli, da nam je ta poletni tabor uspelo izpeljati, glede na epidemiološko situacijo, vendar je tudi Debeli rtič poskrbel za to, da smo bili na varnem v mehurčku, vsi pretestirani, cepljeni z negativnimi brisi. In tako smo imeli potem priložnost, da organiziramo 14 nepozabnih dni, ki so bili združeni res da tudi z šolo o dobrem vodenju sladkorne bolezni, ki je za te otroke izjemnega pomembna. Drugače pa z veliko dogodkov, veliko zabavnih večerov, o pomoči sponzorjev, deloma pa tudi nas samih. Smo imeli koncert Čale Sale, Piazole, ki so bili z nami, prav tako ansambel Krajšek. En večer se nam je pridružil Pižama, imeli smo delavnico kaligrafije, plesa, tako da so se dogodki odvijali res izjemno hitro. Obenem pa so naši skrbni vodiči, vzgojitelji poskrbeli za preostali program z izjemno domišljijo. Tako da mislim, da je bila ta kolonija res nepozabna. Skrbeli smo tudi za pripravo malic, ki so bile po večini sladke, otrokom posebej v veselje. V to pripravo so bili vključeni otroci sami. En dan smo imeli priliko, da smo sami pekli pice, zato je poskrbel očka ene od deklic, ki je bila z nami. Tako da ne vem, če je še katera poletna kolonija takšna, kot je naša. V poletnem taboru za otroke s sladkorno boleznijo seveda skrbi velik zdravstveni tim. Tukaj smo zdravniki, dietetik, psiholog, naše diplomirane medicinske sestre, edukatorke in pa zdravstveni tehniki in medicinske sestre. Potrebno je poskrbeti, da vse teče gladko. V pomoč so nam bili senzorji. Letos je v tej skupini 120 mladih s sladkorno boleznijo več kot 100 otrok uporabljalo senzor, kar je omogočalo bistveno lažji nadzor nad sladkorno boleznijo. Ravno tako pa je tudi celotna skupina, razen 18 otrok, že uporabljala inzulinske črpalke. Med njimi je bilo tudi več kot 30 tistih, ki so uporabljali že najnovejše hibridne črpalke. Tako da je delo potekalo praktično 24 ur na dan. Po noči smo imeli dežurstva, ki so skrbele za meritve sladkorja, reševale hipoglikemije, menjavale sete. Obenem pa smo preko dneva skrbeli za to, da so senzorji ostali na svojem mestu. Preverjali smo sladkor, kalibrirali senzorje, menjavali sete za dovajanje inzulina. Z nami so bili povsod kovčki za reševanje prve pomoči. In vsako leto, ko na koncu povzamemo, kako je delo v koloniji teklo, smo bili zelo veseli, ker nismo imeli nobene težke hipoglikemije. 3 blage ketoacidoze smo razrešili v zelo kratkem času. Nobene poškodbe ni bilo, otroci tudi niso prebolevali kakšnih težjih infektov, tako da tudi iz te strani je poletni tabor dobil oceno 10. Za vse uporabnike pametnih ur, ki se povezujejo z vašim pametnim telefonom, imamo namig, ki vam bo olajšal spremljanje sladkorja v krvi. Če imate na svojem telefonu vklopljeno funkcijo pošiljanja potisnih obvestil, lahko ta prejemate tudi na pametno uro. Pošiljanje potisnih sporočil iz vašega telefona na uro je funkcija, ki jo omogoča pametni telefon in ni pogojena z aplikacijo. Za prejemanje potisnih sporočil se pozanimate pri proizvajalcu vaše pametne ure. Na nevropodročju vam predstavljamo sakralno nevromodulacijo.
Sakralna nevromodulacija je v svetu uveljavljena dolgotrajna terapija, s katero učinkovito zdravimo paciente s kroničnimi, neobvladljivimi težavami pri zadrževanju urina ali blata. Običajno se ti pacienti na konzervativne metode zdravljenja ne odzivajo dobro. Sakralna nevromodulacija pomaga ponovno vzpostaviti normalno delovanje živcev, ki so odgovorni za nadzor mišic medeničnega dna, mehurja in črevesja. Zdravnik primernega pacienta najprej seznani s postopkom, nato sledi poskusno obdobje, ko se pacientu v predel križnice vsadi tanka žica z elektrodami. Žica je povezana z začasnim zunanjim nevrostimulatorjem, ki ga glede na pacientove potrebe sprogramira zdravnik. Nevrostimulator, ki ga pacient nekaj tednov nosi za pasom, nato dovaja blage električne impulze v bližino križnega živca. V poskusnem obdobju tako z začasnim zunanjim nevrostimulatorjem preizkusi učinek terapije. V tem obdobju vodi tudi dnevnik mokrenja ali odvajanje blata. Vkolikor se ob pogledu dnevnika skupaj z zdravnikom poskusno obdobje izkaže za uspešno in se simptomi izboljšajo, sledi druga faza, vsaditev stalnega nevrostimulatorja. Pri tem se v predel zadnjice vsadi srčnemu spodbujevalniku podobna majhna medicinska naprava, ki jo imenujemo stalni nevrostimulator. Po vsaditvi zdravnik nevrostimulator sprogramira, da le-ta deluje neprekinjeno 24 ur na dan. Pacient tako zaživi bolj polno, kakovostno življenje. Poletje je letni čas, ko se nam mimogrede pripeti kakšna poškodba. Obloge in obliži za rane polimem imajo v svoji strukturi vezane aktivne učinkovine. Te pospešujejo celjenje, zmanjšujejo vnetni proces, širjenja vnetja v zdravo okolno tkivo ter občutno in hitro blažijo bolečino. Obloge s svojo tehnologijo zavirajo akcijo bolečinskih dražljajev, ki se širijo po živčnih končičih in tako zmanjšajo bolečino, kar se izjemno hitro občuti pri zelo bolečih ranah. Obloge polimem lahko uporabimo pri vseh ranah, ne glede na to, ali gre za kronične rane ali manjše akutne rane, kot so odrgnine, manjše rane, poškodbe in opekline. Pri opeklinah in ranah, kjer je prisotna bolečina, moramo poskrbeti, da oblogo namestimo čim prej, saj s tem ustavimo vnetni proces in zmanjšamo bolečino. Svetujemo, da imate v svoji domači lekarni poleg ostalega tudi zelo učinkovite obliže polimem, saj jih lahko uporabite pri manjših ranah, odrgninah in žuljih. Zveza društev diabetikov Slovenije je izjemno dejavna na svojem področju. Organizirajo različne dogodke, kot so izobraževanja, tekmovanja, srečanja in še veliko več. Poglejmo si naslednji prispevek. Lep topel pozdrav iz Zveze društev diabetikov. V letošnjem letu praznuje Zveza društev diabetikov 65 let svojega delovanja. V zvezo je vključenih 39 društev, ki so razporejeni po celi Sloveniji. Danes vam bom predstavila uspešen izobraževalni program za učence, dijake in učitelje. To je tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, ki ga izvajamo že vrsto let. V letošnjem letu bomo izvedli že 23. zapored. Namen tekmovanja je spodbujati zdrav način življenja in prepoznati prve znake sladkorne bolezni. V sklopu tekmovanja bomo pripravili seminar za učitelje, ki pripravljajo tekmovalce na tekmovanje. Seminar bo potekal preko spletne aplikacije 18. septembra. Z najboljšimi strokovnjaki na področju sladkorne bolezni pripravljamo 10 odličnih predavanj. Vse teme predavanj so povezane s sladkorno boleznijo, zdravim načinom življenja in pomenom gibanja za vse starosti. Poleg stalnih tem o sladkorni bolezni, njenih znakih in njenih kasnejših zapletih, zdrave uravnotežene prehrane in pomenu telesne aktivnosti za mlade vsako leto dodamo tudi nekaj novih tem. Te teme so odvisne glede na čas in situacijo, v kateri živimo in glede na predloge mentorjev, ki jih podajo. Tako smo v lanskem letu pripravili novo temo sladkorna bolezen in COVID in predstavili poklic medicinske sestre. V letošnjem letu pa bomo na novo predstavili temo iznajdbe inzulina in njegovega razvoja skozi zgodovino, saj obeležujemo 100-letnico odkritja inzulina. Seminarja se lahko udeležijo tudi drugi učitelji, ki potrebujejo informacije o sladkorni bolezni pri svojem delu. Šolsko tekmovanje izvedemo v oktobru, državno tekmovanje pa v decembru.
V tekmovanje se lahko vključijo osnovnošolci od 6. razreda naprej in dijaki srednjih šol. Vse informacije o tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni najdete na spletni strani Zveze društev diabetikov Slovenije pod rubriko Šolska tekmovanja. Več o drugih programih Zveze društev diabetikov bomo povedali v naslednjih prispevkih. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na naši Facebook strani, kjer vas redno obveščamo o vseh novostih, zanimive vsebine pa najdete tudi na našem Instagram profilu. Za samodejno obveščanje o novih video vsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas še naprej.